Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus. Tokratno oddajo naslanjamo na zanimiv in poučen dokumentarec o slovenskem ljudskem običaju, ki živi samo še na skrajnem robu slovenskega etničnega ozemlja v Ziljski dolini na Koroškem. Izkoristili ga bomo tudi zato, da spregovorimo o tej skrivnostni slovenski pokrajini, ki se je drži vzdevek zibelka slovenstva, obenem pa je povezana tudi z nekaterimi najbolj žalostnimi poglavji sodobne slovenske zgodovine. V ta namen smo v naš studio povabili imenitnega poznavalca problematike in zgodovine koroških Slovencev, profesorja dr. Matjaža Klemenčiča, ki predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pozdravljeni, profesor Klemenčič. Hvala lepa. Vi ste tudi avtor, lahko bi rekli, referenčnega dela o koroških Slovencih v obdobju druge Avstrijske republike. To knjigo, ki je izšla sicer v 3 jezikih, ste danes prinesli tudi zraven, pa mislim, da je prav, da jo vsaj pokažemo gledalkam in gledalcem. Torej, gre za obsežno delo, ki ste ga pravzaprav napisala skupaj z vašim žal že pokojnim očetom, profesorjem Vladimirjem Klemenčičem, in predstavlja nekako boj koroških Slovencev za jezikovne in narodnostne pravice po drugi svetovni vojni, ko te žal niso bile nikakor samoumevne. O tem bomo še spregovorili. Drugi naš gost je pa naš dragi sodelavec in lahko bi rekli tudi spiritus movens naših dokumentarcev, Miran Harp. Miran, pozdravljen. Lep pozdrav. Novič v našem studiu. Pa bi prvo vprašanje namenil kar tebi. Kako je prišlo do tega, da je nastal dokumentarec o štehvanju in kako je potekalo snemanje? Lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Pred 2 letoma, se pravi leta 2014, je bilo znamenito leto 600 let zadnjega ustoličevanja koroških vojvod v slovenskem jeziku in našo mediko-historično društvo iz Maribora se je odločilo, da ob tej priložnosti obiščemo nekaj krajev, ki so povezani s to tematiko. Tako smo se med drugim oglasili v Celovcu, obiskali smo Knežji kamen, obiskali smo Vojvodski prestol pri Mariji Sveti, samo katedralo, potem pa smo šli v Ziljsko dolino, kjer smo prisostvovali temu res za nas nevsakdanjemu običaju, ki izvira še dejansko iz zgodnjega slovanskega obdobja. Tako smo potem tam bili cel dan in smo tole znamenito štehvanje si pogledali in tudi predavanje tamkajšnjega gospoda, ki vodi gostilno v domačem slovenskem jeziku. No, dr. Klemenčič, omenjena je bila Ziljska dolina kot eden od robov slovenskega etničnega ozemlja. Ziljska dolina pa je ena od 3 znamenitih koroških dolin, v katerih še živi slovenski jezik. Kako bi predstavili našim gledalcem to naselitveno območje koroških Slovencev, torej kje jih danes še najdemo oziroma kje so živeli v zgodovini? No, jaz bi pri tem popravil najprej vašo dikcijo. Namreč, po mojem mnenju, slovenski jezik in običaji na Koroškem še vedno živijo na celotnem dvojezičnem ozemlju, kot ga pač opredeljuje ozemlje dvojezičnega šolstva iz leta 1945 in še čez, še preko tega ozemlja, to se pravi še preko proti severu, tudi v Celovcu imamo danes na primer kar precej veliko skupnost Slovencev, tam so sedeži vseh slovenskih organizacij na Koroškem. Zdaj, kar se tiče pa seveda popisov prebivalstva, pa to popolnoma druga vprašanje.
to je vprašanje identifikacije tistih, ki si še drznejo povedati, da so Slovenci, oziroma to je vprašanje manipulacij števnih komisarjev. Vse od obdobja prvih popisov po prvi svetovni vojni oziroma vse od začetka teh popisov po občevalnem jeziku pravzaprav lahko govorimo o manipulacijah na Koroškem, pa tudi na Štajerskem v bistvu. Glede tega nismo bili čisto nič na boljšem pred prvo svetovno vojno. Saj je bilo vprašanje tako imenovanega občevalnega jezika vprašanje, ki je pravzaprav sililo tiste, ki so živeli v nemškem okolju mest in trgov, tako na Štajerskem kot na Koroškem, da so se identificirali kot nemško govoreči. Zdaj, če hočete, celo po časopisih so jih odkrito pred prvo svetovno vojno, da ne govorimo o obdobju med obema vojnama, pa tudi po drugi svetovni vojni, pravzaprav pozivali Slovence, da naj se ne identificirajo kot Slovenci. Pod temi pogoji seveda in pod pogoji, ki so trajali pravzaprav več kot 120 let, pravzaprav ni mogoče trditi, da je mogoče se pravzaprav identificirati kot Slovenci. Zdaj, druga stvar je zdaj seveda pokritost ozemlja z slovenskimi organizacijami. To je seveda, ta pokritost ozemlja je pa popolna, ne? To se pravi, to pomeni, lahko rečemo, da je slovenska manjšina na Koroškem vsekakor ena od najbolj organiziranih etničnih manjšin. Lahko rečemo tudi to, da imajo tako rekoč vsakodnevne kulturne prireditve na Koroškem. In če bi bilo res samo toliko Slovencev, kot jih pač izkazujejo statistike uradne, potem bi verjetno to ne bilo mogoče, sploh ne, kajti ljudje imajo poleg tega, da se udeležijo kulturnih prireditev, še tudi svoje službe in svoje delo in svoje družinsko življenje. To se pravi, v tem primeru bi moral biti na enem kraju, bi morali biti 3 ljudje, tako rekoč, naenkrat, oziroma 1/3 človeka bi morala biti na enem kraju istočasno, zato da bi lahko pravzaprav pokrili vse to, če bi bilo res samo 13.000 koroških Slovencev, kolikor jih je po popisu prebivalstva. Po mojih raziskavah je koroških Slovencev še vedno tistih, ki se identificirajo kot Slovenci, ki uporabljajo jezik v družini, ki ga uporabljajo občasno tudi zunaj družine, še vedno 40 do 45 tisoč. To je seveda stvar, ki je takšna, kakršna je. To lahko ugotavljamo tudi na podlagi tega tako imenovanega velikega pritoka, velikega vpisovanja v dvojezično šolstvo, kjer je pač polovica ljudi na Koroškem vpisanih, šoloobveznih otrok na Koroškem vpisanih k dvojezičnemu pouku, čeprav je jasno, da imamo med njimi tudi nemško govoreče. Vprašanje pa je, med tako imenovanimi avtohtonimi Korošci na dvojezičnem ozemlju pa ima vsakdo nekega dedka ali pradedka, ki je nekoč govoril slovensko. Se pravi, to pomeni, da je tudi tukaj neka nostalgija prisotna in v tem primeru seveda velja dobro, koristno upoštevati tudi
to tako imenovano vzdušje, kakršno je nastalo po letu 2011 na Koroškem, kot dobro stvar. Ne? To se pravi možnost za identifikacijo, ne da bi bil takoj označen kot čuš, kot baraba, kot vindišar in tako naprej v javnem življenju. Tako da, če govorimo o tem poselitvenem območju, potem je jasno sicer, da je bolj ko gremo proti severu od današnje avstrijsko-slovenske meje, manjša je sicer prisotnost slovenskega jezika po uradnih statistikah, tudi najmanj gosta je posejanost društev, kulturnih društev, vendar pa je celotno to območje še vedno kar precej zastopano, tudi slovenski jezik pri tem. Hvala, se bomo seveda k številnim iztočnicam, ki ste jih zdaj podali, še vračali, gotovo v nadaljevanju oddaje. No, Miran, videli smo sicer v dokumentarcu, kaj je to štehvanje, ampak vseeno, zakaj pravzaprav gre pri tem ljudskem običaju? V bistvu, tako kot sem že rekel, izvira to še iz srednjega veka, nekako povezujejo z takratnimi viteškimi običaji. Ena od tez, druga je seveda tudi, da so se fantje izurili tako s temi bojnimi kiji, ko so branili domačije pred Turki kasneje. Se pravi, v vsakem primeru kar nekaj stoletij star običaj. Sam potek se začne ob Vaški lipi, sredi vasi Bistrica na Zilji, ki je tudi opevana tako lepo v eni od naših slovenskih koroških pesmi. In tam se mladina zbere, prvo se fantje oblečajo v te njihove narodne noše, dekleta tudi, ampak dekleta so bolj kot opazovalke cele zgodbe. Potem se tem domačimi noriškimi konji, neosedlanimi, v diro poženejo po tej glavni ulici sredi vasi in poskušajo razbiti sod, obrjen naokoli sod, ki je pritrjen na en steber. In kdor prvi razbije, tisti je pač zmagovalec samega tekmovanja. Seveda je to samo kot en okvir cele zgodbe, važno je ravno tole druženje še, tako je gospod profesor povedal, slovenščina na žalost med mladimi ni več govorna. Edino po tem, ko se zberejo zopet pred lipo z svojimi dekleti, kjer zaplešejo ta znameniti tudi vaški rej, ali pa rajanje bi mi mogoče rekli Štajerci, ne? Se pravi, ko zaplešejo v teh narodnih nošah, takrat se sliši ta njihov dialekt z tega dela Koroške. Drugače pa, se pravi, mogoče za nas, sploh ko smo prišli iz slovenske strani, ki smo vlekli po domače rečeno na uhe, ki bo slišal kaj, da prepoznaš besedo. Torej, ljudje se nočejo identificirati kot slovenski govorci v prisotnosti tujcev. Aha. In vi ste tujec. Seveda se strinjam. In zato seveda niste bili deležni tega. Bili deležni pravilne slike. Ja. No, tako da, če smem, med mladimi res ni bilo zaslediti, tudi ne tako, ker jaz sem kot izkoristil to, seveda ta izlet tudi zato, da sem malo za kamero zabeležil te utrinke in sem prav posebej zato na skrivaj malo krožil med temi domačini, da bi kje posebej še to zabeležil. Imel sem edino eno srečo, jaz moram malo popraviti, da sem naletel na enega starejšega gospoda, tam prav domačina, ker je pred svojo hišo stal,
in je en Slovenc z ene druge skupine je prišel do njega in ga je ravno vprašal za to znamenito štehvanje in te pesmi in mu je potem tale odgovoril v domačem narečju, mu je tudi povedal, katere pesmi so tam značilne, tako da v pravem času sem bil na pravem mestu, da sem tudi to zabeležil, ampak bil je starejši gospod, ne. Med mladimi res tega ni bilo zaznati, še tisto, ko so plesali, se pravi, tista pesem se mi je zdela, da je bolj že kot naučena neki refren, ne, ki ga pač ponavljajo že z generacijo v generacijo, tako da tu je zelo okrnjeno to. Smo pa naleteli, seveda, tako sem že na začetku omenil, na gospoda župnika iz te vasi, ki je kleni Slovenc, res tako, kot si predstavljamo, še čedermaca, ne, in tudi dejansko je spoštovan tudi med nemško govorečimi domačini. Marsikdo se to pove v dokumentarcu od mladih, ki z njim sodelujejo, se potoži, da bi rad vedel več slovenskih besed, pa ker je zdaj v zadnjih letih pač za Slovenijo to drugače olajšana pot, da pa ne razume, ker noben doma več ne govori tega, ne. Stari starši so že prestari, ali celo jih ni več, se pravi, so pokojni. Starši pa več dejansko ne govorijo, razen v cerkvi, da res samo še v duhovniki, se pravi v cerkvah, govorijo, se pravi, imajo mašo tudi v slovenskem jeziku in tam ljudje pa odgovarjajo v slovenskem jeziku, domačini, ne. Tudi tisti, ki zunaj govorijo samo nemško, pri maši znajo lepo govoriti, ne. Se pravi, niso samo fraze naučene, ampak še vejo jezik, ampak ga nočejo v javnosti govoriti. Ja, mislim, da bomo o tej vlogi katoliške cerkve na Koroškem še kaj rekli, ampak mogoče bi se zdaj najprej še malo zadržal pri tem štehvanju oziroma krajih, kjer poteka, mislim, da živi še v dveh, torej tako rekoč bi rekli skoraj mejnih občinah dvojezičnega ozemlja, kot ste ga vi prej omenili, v občini Bistrica na Zili, kot smo ravnokar slišali, in pa tudi še v občini Sveti Štefan na Ziliji. In zanimivo je, da ta zunanji umik slovenščine je bil ravno v Zilski dolini najmočnejši. Ker še po drugi svetovni vojni je recimo občina Brdo pri Šmohorju, ki je čisto na etnični meji, veljala za tudi po uradni statistiki večinsko slovensko, pa se je to potem v zadnjih 50 letih vsaj na zunaj korenito spremenilo. Po drugi strani Zilska dolina je dala nekaj najpomembnejših prvakov slovenskega gibanja že v 19. stoletju, na vse zadnje avtor programa Zedinjene Slovenije Matija Majar, ki si je izbral za svoj vzdevek Zilski prihaja od tod, ravno tako Urban Jarnik in še marsikdo drug. Kako to, da je ravno Zilska dolina se znašla tako na udaru, bi rekli, nemškega nacionalnega pritiska? In kako je danes, kakšen položaj na terenu? Jaz bi rekel tisto, kar sem že rekel okrog tega, da pravzaprav slovenščina živi med ljudmi, ki jo znajo. Torej to tudi potrjuje ta zgodba o mašah, ne? Da ljudje pravzaprav znajo slovensko v Zilski dolini, hkrati pa je seveda pritisk na tem robnem območju precej velik bil in moram reči, na žalost je še, a ne. To je dejstvo, samo če bi pa dejansko lahko pokukali v družine, ne, bi pa potem lahko ugotavljali, kako slovenščina še vedno živi. En primer naj povem, torej pokojni na žalost profesor Morič izhaja iz Svetega Štefana,
ki je občina, ki je statistično povsem nemška, ne tako rekoč. Ampak, torej, ko smo šli od hiše do hiše z gospodom profesorjem Moričem pred recimo 15 leti, so nam pa pač pokazali hiše, v katerih je rekel profesor Morič, ja, v tej hiši živijo ljudje, ki se pogovarjajo slovensko. Pa smo šli delati jih probe, ker je bil pač on domačin in je pač lahko govoril z njimi v njihovem po naše, to se pravi v njihovem dialektu, a ne, in so mu odgovarjali zelo, zelo lepo v tem zilskem dialektu, tako rekoč. Tako da situacija ni tako slaba oziroma ni tako dokončna, ne. Pomeni torej, z boljšim vzdušjem se lahko zgodi, da bo tudi ta dolina na nek način zaživela. Jaz bi še to rekel, da seveda je jasno, da fašistoidnost v Avstriji, ki se je pač pokazala tudi na zadnjih volitvah, hvala Bogu, je seveda niso zmagali. Hofer je dobil samo 49,7% glasov, kar pa je seveda že preveč, ne, mislim, in zmagal je seveda tudi na Koroškem, ne. In še to bi rekel pri tem, ne, v tej Zilski dolini seveda je dobil večino, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker to je odgovor ljudi, nekakšen refleks, pogojni refleks ljudi na prisotnost slovenstva. Morda morebitno prisotnost slovenstva v večji meri, kot je to sedaj. In ljudje potem seveda takoj začnejo glasovati za tiste, ki temu pogojno rečeno nasprotujejo, čeprav moram reči, da tokrat ni bila slovenska manjšina na Koroškem tako rekoč objekt debat ob volitvah, ne. Ampak vendarle, s tem, da ni pa mogoče trditi tega, kar smo slišali včeraj na Odmevih, da je pravzaprav, da so Slovenci sami glasovali tudi za Hoferja. Ne, to ni res. Tukaj se strinjam z gospodom Vovkom, ki je pač povedal, ja, v večinskih občinah, kjer je pač prisotna torej slovenska manjšina, je večina seveda glasovala za Hoferja. Spet kot rezultat dejstva, da so pač Slovenci tam prisotni, ne. No, Miran, vi ste se na tem potovanju, kar vidimo tudi v dokumentarcu, srečali tudi z nekaterimi vidnimi predstavniki koroških Slovencev, recimo spet še z enim Ziljanom, Francem Vutijem, ki je, mislim, da predsednik, še takrat je bil predsednik Zveze zdravnikov na Koroškem. Kakšni so bili pa vtisi iz pogovorov s temi domačini? No, kar ste gospoda Vutija omenili, seveda, ker je tu medikohistorično društvo, bilo organizator te poti, smo se morali srečati s kakšnim iz teh logov, ne, se pravi, zdravniki so bili zelo veseli, da so enega svojih dobili za sogovornika, ki nas je tam sprejel. Na kratko tudi razložil današnjo situacijo Slovencev v Celovcu, ker pač on dela tudi v Celovcu. Pa seveda potem nam je tudi omenil, kako so bili kot mladi, koliko se je takrat več govorilo v slovenščini, da ko so šli v mesto, se pravi v Celovec, so imeli starše zraven, ki so dejansko govorili nemško, oni samo slovensko, še v rosnih letih. Kasneje seveda se je to spremenilo močno, ne. Tako da ja, tam je bilo eno lepo druženje, tako da še enkrat ponavljam, slovenskega jezika na ulici med domačini skoraj ni za slišati.
je pa verjetno to in verjamem, da se v družinskem krogu, sploh na podeželju, še beseda slovenska govori, ampak med starejšimi. Ne. In tu mene osebno, ker sem vseeno še malo mlajša generacija, me je strah, da tele naši potomci, pa naši mlajši, enostavno ne vidijo razloga, da bi jezik svojih dedov obnavljali in ga govorili tudi javno, kot da se ga na en način sramujejo. Ne. To sem imel občutek. Ne. In da se edino v cerkvenem delu obredov še mogoče zavedajo tega, da tudi je to njihov jezik. Profesor Klemenčič, slovenska manjšina na Koroškem se sooča tudi z nekim pojavom, ki je značilen pravzaprav za vse primerljive manjšine, da, kot ste tudi sami že omenili, vedno več slovensko govorečih pravzaprav živi tudi zunaj tega tradicionalnega naselitvenega območja in pa zlasti zunaj območja dvojezičnega šolstva. Tako da je pravzaprav danes že največ koroških Slovencev statistično zabeleženih v Celovcu. Ne, tako kot verjetno je podobno pri lužiških Srbih, ki težijo v Cottbus, v Bautzen, v Leipzig mogoče celo, ali pa pri Slovencih na Tržaškem, ki se s podeželja tudi preseljujejo v mesta. Kako to vpliva na življenje manjšine? Ja, na življenje manjšine to vpliva tako, da se morajo tisti, ki želijo iti na kulturno prireditev, se morajo pač peljati 20 km ali 30 km, kar pa danes ne predstavlja nobenega problema. To pomeni, da slovenska manjšina v bistvu živi kot takšna, čeprav moramo vedeti, da pač predstavlja kar precejšen odstotek te slovenske manjšine na Koroškem ljudje, ki pač živijo izven tega klasičnega slovenskega etničnega ozemlja, čeprav pa seveda, kot že rečeno, to ne vpliva na njihovo kulturno življenje, to ne vpliva na njihovo uživanje blagodati slovenske identitete in tako dalje in tako naprej. Res je sicer, da bo to vplivalo morda kasneje na njihove potomce slabo. Čeprav se danes v bistvu v 21. stoletju lahko poučuje, lahko se prijavi k slovenskemu jeziku kjerkoli na Koroškem. Tako da se tega tudi poslužujejo posamezni koroški Slovenci in seveda to pomeni, da vsaj osnove slovenskega jezika so prisotne, tudi knjižnega slovenskega jezika so prisotne tudi med mladimi izven slovenskega etničnega ozemlja. Dejstvo, da pač živimo v obdobju interneta, da živimo v obdobju Skypa, da živimo v obdobju, če hočete, avtomobilov, ko pač 30 km ne predstavlja nobene razdalje, tako rekoč, lahko rečemo, da pozitivno vpliva na to, da lahko tudi tisti, ki živijo izven slovenskega etničnega ozemlja, pravzaprav uživajo blagodati slovenske identitete. Hkrati pa seveda tudi to nekako vpliva na njihovo naslednjo generacijo. Mislim, da je večji problem še vedno, največji problem za koroške Slovence predstavljajo odnos avstrijskih oblasti do koroških Slovencev. To je veliko večji problem kot pa razselitev
naselitev, specifične oblike naselitve in podobne zadeve. Če bi bil odnos takšen, kot bi ga lahko pričakovali, da bo, po vseh obljubah, ki pač so jih dale avstrijske oblasti v zadnjem času, potem bi verjetno to ne vplivalo kaj dosti na nadaljnji obstoj in razvoj manjšine. No, pa če se malo pomaknemo v bolj cerkvene vode, o tej tematiki je televizija Exodus že pred tem dokumentarcem o Štefanu posnela dokumentarec v bistvu z zelo melanholičnim naslovom za Poslednji čedermaci. Kako je pravzaprav prišlo do ideje za ta dokumentarec in kaj je njegova vsebina? Ja, tudi pri tem filmu, pravzaprav dokumentarcu, sem sodeloval. Aktivno sodeloval, se pravi, da smo skupaj z gospo Vando Brvarjevo nekako si zamislili to zgodbo, kot sam naslov pravi, znameniti čedermaci. Se pravi, so pri nas duhovniki, tokrat so pač bili to Koroški, ker se res ta slovenščina še tudi najbolj ohranila v cerkvi, kot sem že omenil. Tako da smo potem, Vanda je pripravila scenarij, tekst, jaz sem imel bolj tehnični del prek, s tem, da smo tudi seveda skupaj sodelovala pri samem nastajanju filma, seveda z našo ekipo, da ne bomo se preveč hvalili. Potem smo si nekako zastavili za cilj, da obiščemo vsaj vse župnije, kjer so duhovniki Slovenci, ker ne smemo pozabiti, da tudi so fare, kjer slovenskih duhovnikov ni več. So se pa ljudje tam, ki govorijo slovensko, vendar imajo zadnje čase probleme tudi sami Avstrijci z nemško govorečimi duhovniki, tako da po izjavah teh naših sogovornikov je zadnje čase vedno več Poljakov, na primer, zanimivo, ne? Človek bi pomislil, vse to je pa slovanski narod, bojo si nekako navadili tudi te domačega jezika prebivalstva, ampak seveda njim je glavni interes samo, da se sploh naučijo nemško in da potem pač imajo maše samo v nemškem jeziku, ne. In tu je en veliki problem bil. Glavnem, mi smo obiskali, mislim, da skoraj vse te, saj večje vasi z temi našimi slovenskimi duhovniki, in ki so nam pač povedali vsak iz svojega zornega kota problematiko, pa tudi pozitivne stvari od teh društev, ki dejansko tudi držijo še gor slovenski jezik, vsaj v etnološko, folklorno, kar je pa tudi zelo pomembno, ne. Jaz mislim, da je bil res kvalitetno narejen, seveda v mejah zmožnosti, in da smo se potrudili, da smo čim bolj to tudi našim slovenskim gledalcem približali to problematiko, ne. No, profesor Klemenčič, že večkrat smo omenili to izjemno povezanost, tako bi rekli, današnjega življenja slovenske manjšine na Koroškem in katoliške cerkve, kako na terenu poteka ta povezava oziroma kje vse je slovenščina še zastopana v bogoslužju? Ja, torej mislim, prisotna je v bistvu tam, kjer so slovenski duhovniki, vsekakor, vendar pa je to dejansko bogoslužje, ki je dvojezično, ne. To pomeni, da deloma to dvojezičnost sprejemajo ljudje na terenu, torej nemško govoreči Korošci, deloma je pa ne sprejemajo, in tukaj ima župnik vedno znova in znova težave. Vem, da je tukaj tudi stalen boj za napise na
nagrobnikih. Torej, ohranjanje teh slovenskih nagrobnikov je zadeva, ki je stvar v bistvu teh slovenskih duhovnikov, ki se bojujejo za to, da se ohranjajo ti nagrobniki. Spominjam se v Logi vasi, kjer je moja mama doma, je župnik v bistvu torej ugotovil, ja, zdaj moram pa jaz te nagrobnike pravzaprav zazidati v zid. Zato, da je potem ohranil te nagrobnike za večno, ne? Ker iz zida pa jih zelo, zelo težko odstranijo, ne? Tako rekoč. Tako da tukaj je vloga torej slovenskih duhovnikov kar precejšnja, hkrati pa seveda je jasno, ne? Maše na Južnem Koroškem so dvojezične. Tukaj ni govora o tem, da bi imeli samo slovensko ali samo nemško mašo. Spet, tudi ne zaradi tega, ker bi se na ta način identificirali ljudje kot Slovenci ali kot Nemci. In naprimer, mislim v Ameriki imamo v slovenskih cerkvah torej danes slovensko mašo od 10 do 12 v nedeljo, potem imamo pa ob 3 popoldne pa špansko govorečo mašo, ne? In potem čez nekaj ur imamo potem še angleško mašo, ne? Ampak to je zadeva, ki je tam mogoče, zaradi tega, ker nihče nikogar ne vpraša po njegovi identiteti. Okolje se za to ne zanima. Medtem ko na Koroškem je pa to stvar življenja in smrti, v bistvu ta identiteta, ki se v bistvu ljudje ne želijo jo navzven kazati. Spet podoben problem, kot smo ga že govorili o njem, ko smo govorili o jeziku na ulici. Če smem dopolniti tule, smo bili povabljeni tudi, da smo posneli za našo televizijo mašo ob 500, mislim, da je bila 500. obletnica pliberške župnije, kar je bil tudi malo večji praznik lokalen, je res bilo dosti ljudi. Maša je, tako kot vi pravite, potekala dvojezično, da je prvo povedal v slovenščini, potem v nemščini. No, to malo sem bil seveda ponosen za Sloven, ker je zelo znameniti duhovnik tam, tudi župnik, ki se tudi bori za to našo slovensko besedo. V glavnem, ampak ni bilo pardona, vsi so odgovarjali in v slovenščini in v nemščini, ne? Kar dejansko potrjuje te vaše besede, da res, ker za praznik dejansko so bili vsi tam, ne? Še eno sem se zdaj spomnil, da smo potem zunaj malo še se pogovarjali, je prišel mimo župan, v čisti lepi slovenščini, pozdravo, še nekaj teh besed smo spregovorili, čisto slovensko. Kasneje potem, ko je pa bila tam še ena pogostitev manjša, je pa seveda kot župan imel besedo in je govoril samo v nemščini, ne, ni bilo potem še kakšnega slovenskega prevoda ali kaj podobnega. Ko pa je k nam prišel tam k mizi, se malo vse zopet, pa smo spet slovensko kramljali. Spet zasebno proti javnemu, ne? Točno to, kar da je tako tudi v javnosti, ne. No, mogoče, ker se bližamo koncu, ljudje pravzaprav danes v srednji ali pa v matični Sloveniji pravzaprav niti nimamo občutka, koliko pomembnih mož in žena pravzaprav izhaja iz Koroške, ki so pa pomembni za celoten slovenski prostor in slovensko zgodovino. Bi mogoče profesor Klemenčič izpostavili nekaj teh znamenitih Korošcev. Ja, tudi na vsak način imamo tukaj znanstvenike s Štefanom na čelu. Seveda Jožef Štefan, ja. Imamo tudi kar nekaj ljudi, ki so na avstrijskih inštitutih
profesorji na univerzi, ki prav tako so na koncu koncev torej pomembni tudi za ohranjanje slovenske identitete. Dobro, na koncu koncev imamo tudi politike, ki so slovenskega porekla in ki se tudi, ne le slovenskega porekla, ampak se tudi izražajo kot Slovenci. Naprimer Angelika Mlinar je primer tega, evropska poslanka. Dobro, Smole kot bivši avstrijski državnozborski poslanec, pa še bi lahko jih naštevali. Jaz bi pa pri tem vendarle izkoristil priliko in ugotovil, da imamo v Sloveniji eno težavo z Slovenci izven Republike Slovenije. Namreč dejstvo je, da v kurikulumu srednjih šol, osnovnih šol, celo na univerzi zelo redko kdaj slišimo kaj o teh ljudeh, o problematiki Slovencev izven Republike Slovenije, kar seveda ni prav, ne. Na koncu koncev živi izven slovenskega etničnega ozemlja oziroma izven Republike Slovenije preko tretjine slovenskega narodnega telesa, če govorimo o ljudeh slovenskega porekla, tako na slovenskem etničnem ozemlju kot tudi izven njega, tako da bi morali na vsak način to spremeniti. Moram reči, da moji študentje to dobro vedo, ne, da živijo Slovenci izven slovenskega etničnega ozemlja in tudi izven Republike Slovenije na slovenskem etničnem ozemlju. Torej, slovensko zgodovinopisje se je sicer s tem veliko ukvarjalo, vendar pa na žalost se danes temu posveča premalo pozornosti v okviru torej slovenskega zgodovinopisja danes. Hvala lepa. Hvala vam za ta dodatek in za to opozorilo. Mislim, da televizija Exodus kar skrbi za to, da živijo v zavesti tudi Slovenci zunaj meja Slovenije. No, zaenkrat smo se res bolj posvečali koroškim Slovencem. Morda je to spodbuda tudi, da gremo še na zahod k Slovencem v Italiji in pa potem na vzhod k Slovencem na Madžarskem. Gotovo bi se dalo tudi o tem marsikaj zanimivega povedati. Za danes pa se vama, draga gosta, Miran in pa profesor Klemenčič, zahvaljujem za vse te uvide, ki res prihajajo v obeh primerih iz prve roke in mislim, da so naši gledalci lahko začutili ta nenavaden utrip slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ko ste vi, dr. Klemenčič, opozorili, da pravzaprav ravno istovetenje z eno od obeh jezikovnih in narodnih skupnosti je tisto, čemu bi se ljudje radi izognili. Mi, ki pa razmer ne poznamo, bi pa ravno to želeli, ne, da bi jasno vedeli, kdo je Slovenec, ampak očitno, da na Koroškem pogojev za to enostavno ne v zgodovini ni bilo v obilju, pa jih tudi danes ni, in zato moramo vklopiti še neke druge tipalke in vidva sta gotovo med tistimi, ki sta te tipalke uspešno vključila, in zato se vama zahvaljujem, da sta te bogate izkušnje podelila z našimi gledalkami in gledalci. Vam, drage gledalke in gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost. Upam, da ste izvedeli o slovenski Koroški in o Slovencih na Koroškem veliko novega, zanimivega in da boste z nami ponovno ob podobnih priložnostih in ob podobnih oddajah. Najlepša hvala in nasvidenje. Nasvidenje. Hvala.